Živijo, sem Vesna Milek, novinarka Sobotne priloge, ki se za Mladinsko knjigo pogovarja o knjigah. In sicer v podcastu, ki mu urednik Aljoša Harlamov reče dobre knjige in on res ve, kaj so dobre knjige. Jaz bi dodala, da bomo v tem podcastu in ostalih podcastih, ki jih bom vodila jaz, govorili o dobrih knjigah, ki so hkrati tudi fenomeni v našem prostoru, recimo. In zdaj z mano je David Zupančič, definitivni fenomen lanskega leta, s knjigo Življenje v sivi coni. In zdaj je že zunaj nova knjiga, ki je precej drugačna od prejšnje knjige, moram reči. In ima zelo nenavaden naslov: Znanost mirnega življenja. David, pozdravljen. Ja, hvala za to lepo predstavitev, z veseljem. Ni lepo, zdaj se šele začenja. Izvoli, vzemi si čas. Ja, v tem trenutku bi težko rekla, da je ta knjiga, druga knjiga, že uspešnica, kakršna je bila tvoja, vendar, tako kot si rekel, knjiga brez bralcev je kot kava brez kofeina. Ja. Ne? Že v tvoji prvi knjigi je bilo toliko kofeina, ne? Se pravi, toliko bralcev, da težko bi kdo, mislim, idealno za to tvojo težavo nekdanjo z nespečnostjo. Ne? Ja, se veš, pisatelj vedno daje en velik del sebe v knjigo. Ne? Da jaz kavo obožujem, pomagam mi vsak dan v službi doma, tako da ne pijem je iz aplikativnega razloga, samo pijem jo, ker jo imam zelo rad. In sem tudi imel obdobje zelo kratko, ko sem pil tudi brezkofeinsko, moram priznati, ampak to je bilo en teden. Tako da, kar se tiče te druge knjige, se pa zelo strinjam s tabo, da ni to nadaljevanje na nek način, ne, kar so mogoče. Vsi so pričakovali. Ja, in najbrž tudi marsikdo želi. Ampak veš, kaj mi je zanimivo, ne, da jaz sem v to prvo knjigo Življenje v sivi coni vključil tudi par teh bolj psiholoških poglavij, ne, o lenarjenju, o stresu. In a veš, da je ogromna količina ljudi, ne, veliko dobim povratnih informacij, Instagram, kjerkoli, in velikih je, ne vem, te anekdote so mi všeč, tisti skafandri, ampak največ jih dobim na te 3 poglavja. Še preden sem začel pisati drugo knjigo, največ ljudi je bilo, joj, ti si te v mislih, joj, tisto sem si pa še podčrtala, ena mi je rekla, da je sprintala možu, ne vem, koliko je to prijazna gesta, ampak poglavje o sekiranju, da mu je dala na mizo. In se mi zdi, da v bistvu ta del, ne, ker jaz sem se zelo bal, ne, ko sem šel pisati to knjigo drugo, in ta del v resnici veliko ljudi zanima in vleče. Nisi se kaj dolgo bal, bi jaz pač pristavila, kajti tvoja knjiga Življenje v sivi coni je priletela na slovensko prizorišče kot komet. Lani, ne? Ja. To je bilo 1 let nazaj šele. To je bilo točno 1 leto nazaj. Kdaj si ob vsem, kar si, in ob vseh podcastih, YouTubih, Instagram, storijih, da ne govorimo o tvojem zelo resnem delu na kliniki. In konec koncev tudi o tem, kar pišeš v knjigi, drugače se tega ne bi upala omenjati, si tudi novopečeni očka, ne? Tako da si predstavljam, da tak profil človeka nima časa za tako knjigo. Kdaj si to naredil? No, mislim, ne razumem. Ja, veš kaj je? Ena anekdota je v knjigi, saj si jo prebrala, od mojega dedka, ki je prišel pa je rekel babici, da je lačen. Ja. In mu je ona rekla, kako si lačen, če si 2 jajci pojedel? Pa je rekel, a 2 sem, pa nisem lačen. Spravo, njemu je samo mogel nekdo razložiti, da je sit. In zdaj, kar je mogoče moja prednost, čisto mogoče na pol zares, na pol šali, je, da jaz sem pisatelj še relativno kratek čas in mogoče mi še noben ni razložil, na koliko časa se piše pa izda knjigo. Ne? Če bi mi jaz rekel, čez 1 let bom izdal še eno, pa bi mi rekel, že čez 1 let, to je pa zelo malo časa, bi jaz rekel, pa ne bom, ne, pa ne morem. Ampak jaz ne razumem čistega procesa. Bi poklical, pa bi rekla, a se ti ne zdi to malo prehitro? Ne razumem čistega procesa. Se boš izgorel, a nisi že enkrat izgorel? No, vidiš, ampak tukaj je pa ta zanimivost, ne, ker jaz v bistvu od vseh stvari, ki me utrujajo v življenju, me to še najmanj. Ne. Sicer ta knjiga je malo specifična, tle sem mogel prebrati tudi je težka beseda, ne. Ampak sem prebral en kup študij in to je bilo na nek način delo, ne, v pripravi. Sem pa pred kratkim prebral eno odlično knjigo Andreja Blatnika, Pisanje kratke zgodbe, in on tam piše tudi o tem časovnem vidiku pisateljstva, ne. In je napisal, da v bistvu ne rečeš, nimam časa pisati, ampak rečeš, ta čas bom posvetil eni stvari, ki mi je bolj pomembno kot pisanje, ne. In jaz recimo, če se kdaj na mesto v tistem času, ko imam prosto, ne,
da namesto, da grem brati ali pa gledati televizijo, grem pisati, sem že malo relociral ta čas glede na svoje potrebe. Je pa res, da ena še stvar, ne, tri stvari ti bom odgovoril na to vprašanje. In tretja je to, da se s temi stvarmi, ki jih pišem v tej knjigi, ukvarjam že 12-13 let. A veš, to je kot da bi te rekel, napiši o novinarstvu en tak kompendium, ne, in bi lahko najbrž... Ne bi se upal. Ne, vse to ti pravim, da me je bilo strah, po drugi strani pa so ene stvari, ki bi jih najbrž izlila iz sebe, ne, in ene stvari so pač iz mene privrele, pa so pa ta strokovni del, ne, teh 70 plus člankov sem pa pač pol dodajal in upletal vmes. Ja, in ne vem pravzaprav, če sva midva sploh povedala, o čem zares govori ta knjiga, ne? Bom te pustil. Ja, govoriš, da si bral Blatnikove kratke zgodbe, ne? To se mi zdi zelo zanimivo, ker je spet knjiga neke vrste hibrid med literaturo, med poljudoznanstveno literaturo, knjigami za samopomoč in neko samoizpovedno, ne v stilu ravno Knausgarda, ki gre res preveč globoko v podrobnosti svojega življenja, naturalistično, pa vendar, zdi se mi celo, da si s to knjigo ujel čisto vse trende tega duha časa ali pa duha česa, kot bi rekel verjetno kolega Šalehar. Kaj ti spet moram z zavistjo povedati, te knjigi niti ne rabimo napovedovati, da se prodaja, niti ne zato, ker si pač influencer in ker si s to knjigo popolnoma razburkal slovensko javnost in bralstvo, ampak preprosto zato, ker je to knjiga, ki jo očitno vsak od nas rabi. Pa ne, da nisem prebrala nobene tovrstne knjige. Celo sumljivo nekje spominja na te podobne knjige kot Greg Braden, fizik, ki je napisal knjigo o tem, kako kvantna fizika lahko vpliva ali pa spreminja naše življenje. Pa Joe Dispenza, pa vsi ti avtori, resni avtori, ki imajo tudi neko vrst, mislim, ki vedo, o čem govorijo, so podprti s študijem, so pisali podobne knjige. Tako da, David, kako se je 22-letni fant že odločil, da bo živel na tak način? To poveš tudi v knjigi, da bo začel meditirati in s tem, kako se je 33 ali pa nekaj 30-letni doktor odločil, da bi to rad delil z nami. Ja, veš, takrat, ko sem jaz začel razmišljati, hvala drugače, zelo mi je veliko pomen to, da ti je bila tako dragocena, ker vem, kot si rekla, da si ogromno takih knjig prebrala. Pa nič mi niso pomagale, jaz upam, to je zadnja blika. Mi boš povedala čez par mesecev. Kar sem to reči, ko sem jaz začel pred 22 letih, ko nisem mogel spati, ko sem bil živčen, ko me je skrbelo vse, od družine do kariere, vse, ko sem začel razmišljati o tem, da bi mogoče prebral kaj o meditaciji, da bi probil to, da bi se s sprostitvenimi tehnikami ukvarjal, da bi prebral kakšno od teh knjig, ki si jih tudi pač povedala o osebnostni rasti, o odgovornosti. Takrat nisem jaz, zmapiran naprej 10 let, zdaj bom to, pa bom postal zelo dober, pa bom prebral toliko študij, pa bom napisal jaz knjigo, pa bom... To v bistvu je tako kot spet ena anekdota, ki sem jo prebral pred kratkim. Če imaš ti biljardno mizo, in prvič nabiješ tisto belo žogco v tiste žogce, ki so urejene, je nemogoče vedeti, kam bojo vse šle. Pol, ko pa 3 ure igraš biljard, je zadnja poteza je jasna, črna žogca, krogelca v luknjo. Tako da ta prvi del je pomemben, ti moraš razbiti tiste žoge in pol nekam grejo. In pri meni so pač nekaj sem začel brati, nekaj meditirati, nekaj to, pol sem imel spet en zlom, pol je bilo boljš, pol sem imel... In na neki točki so se pa tako preuredile te žogce, če rečem, krogelce, da je naslednja poteza bila jasna, da v bistvu moramo o tem, najprej sem začel govoriti, ali prek Instagrama, prek podcasta, ljudje to zelo vlekli, 3 poglavja, kot sem rekel, sem dal v knjigo Življenje v sivi coni. Po eni strani to se bere in to ljudje želimo in tudi meni, ko kakšno tako dobro knjigo preberem, najbrž od tebi, ti pač da nekaj in se kdaj v vsakdanjem življenju spomniš in ti na nek način lahko izboljša življenje. In pol, ko sem pa enkrat tudi videl, da znam napisati knjigo in da mi to lahko uspe, to sem nekako rabil, sem pa rekel, mogoče je to ambiciozno, ampak jaz bi vse to spisal v tak dokument. In še ena stvar, zakaj mi je všeč, ker dobivam maile, prejšnji teden približno sem dobil 3. mail od enega kolega iz zdravstvene stroke, ki mi je napisal, recimo, prebral sem Življenje v sivi coni, tudi jaz imam stres, tudi jaz imam to, kaj mi svetuješ in mi ni treba, to je tako vprašanje,
Ti si postal doktor House, ki že svetuje, že sej prek maila, tu... prek maila jaz res ne delim svetovati, ampak veš, take dobro namerne nasvete, kako naj se pomirim, zdaj lahko rečem, brez neke, samo promocije upam, ampak evo, tle sem zbral vse, kar hočem povedati na to temo. Ker veš, da ni to samo knjiga umakni se pa meditiraj, ne? Ker jaz mislim, da miren človek mora imeti odnose, ki so urejeni, mora biti zadovoljen s svojim položajem v svetu, mora posegati navzven z neko empatijo, to je ključno. Je pa hkrati tudi neka nova veja tega, kar s svojima knjigama dajeta v svet tudi best-selling avtorja Miha Šalehar in Aljoša Bagola. Ne? Zdaj si v bistvu se nehote pač spustil tudi v to sveto trojico. Ne? No, dobro, tega izraza še nisem slišal. Ne vem, če sta ga ona dva. Ampak, veš, vse to je, ne? Ti imaš teh knjig velikih je dobrih, velikih je žal tudi bolj tako mešanje zraka, ne? Nekih generičnih nasvetov, ki jih vsak od nas lahko napiše, a veš, vse toksične ljudi, da je stran, počivaj, pazi na sebe. Ne vem, če je to nek doprinos. In zato sem tudi jaz tle rekel, rabim neko nišo, ne? In moja niša v tem primeru je, da sem pisal z vidika zdravnika in sem pisal evidence-based, se pravi, nisem rekel, zvečer vodi dnevnik hvaležnosti, ker jaz vem, da to pomaga, ampak sem rekel, poglej, tle so vzeli 200 študentk, 2 tedna so pred spanjem napisali 3 misli, zakaj so hvaležne in pol so merili to in so dokazali to. Zdaj, to ne pomeni, da moraš ti to delati sam, da imamo razčiščen, kaj so pokazali. Ne? In tukaj je pa zdaj ta izziv, ne, ki si pa rekla, ne, da je mešanica knjiga. Jaz nisem hotel, da je to delovni zvezek, nisem hotel, da je to knjiga, ki ti pomaga sam, če si uriti, ne, ali pa če si res v stresu. In sem hotel se malo bližati tudi leposlovju preko nekih zgodb, ne, ker se mi zdi, zgodbe so tisto vezivo v nekem pisanju, ki te drži. In te zgodbe pa humor, to sta dva moja stebra, ne, ki bralca primeta. Ker tudi moja prva knjiga, veš, o covidu bi lahko pisal zelo resno, ne, lahko bi pisal bolj tragično. Bojim se, da pa vsekakor ne bi imela toliko kofeina, kot si sam rekel. Veš, pa lahko bi bila še vedno dobra, lahko bi bila odlična, ampak to, ne, zgodbe in humor lahko povežeta vsako temo, mislim, lahko pišeš o pokopališču, po moje, pa če to dvoje vključiš, boš lahko rad v bestseller. Ja, nek unikum te knjige je prav to, da ti v bistvu nas nagovarjaš, tako kot bi nagovarjal prijatelj, rečeš, sej ti ni treba, ampak poglej si to raziskavo. Ja, no tako je. Potem pa hkrati vpleteš svojo intimno zgodbo, ko si pisal Življenje v sivi coni, si doživel izgubo 2 svojih bližnjih in hkrati nam poveš, to ne pomeni, da bom jaz gledal vse skozi prizme sreče ali pa da moram zdaj se počutiti, da mi ni uspelo z mojo meditacijo, če ne bom žalosten. Tudi žalost je nekaj, s čemer se moramo soočiti. Važno je samo, kako in z katerega zornega kota to pogledaš. In to se mi je zdelo tudi zelo na nek način in pretresljivo, ker si pisal iskreno o sebi in hkrati si nam dal neke vrste obliž. Ja, sej ne moramo biti skozi, ne, srečni ljudje, ne moramo ves čas, tako ko ni ves čas dan ali pa tale reflektor. Ne? No, vidiš, tukaj je ta problem veliko teh knjig za samopomoč, da postanejo nek pritisk med branjem. Recimo, bereš o time managementu, neko knjigo, si rečeš, zdaj bom si boljš uredil čas in pol nekje na polovici dobiš občutek, dobro, zdaj to berem, torej, ko to končam, moram imeti vrhunsko spedelane urnike, če ne se bom razočaral sebe, ne, moram vedno vedeti, kaj bom počel, kdaj bom počel. In če bereš recimo knjigo o mirnem življenju in priješ nekje do 3/4, pa imaš še vedno kdaj stresne misli, pa imaš še vedno kdaj neprespane noči, si lahko rečeš, ali knjiga ne pomaga, ali pa nekaj narobe z mano. In tukaj ti mora avtor mogoče, kot si rekla, ponuditi en disclaimer in to je, nič ne gre čez noč in nič ti ni treba doseči. Lahko tudi samo prebereš knjigo in se ti odpre neko vprašanje. To je ključno. Nič ti ni treba doseči. Jaz mislim, da so me vse to vrstne knjige navdale s frustracijo. Tak tip človeka, ki sem je. Mogoče sem 2-krat, 3-krat zapopadla kakšno meditacijo in potem sem se počutila blazno kriva, da tega pač ne počnem, to ni zame. Ti pa tudi s takimi dvomljivci opraviš. Ampak ključno vprašanje, zakaj, saj na to si že prej odgovoril delno, zakaj imaš tako potrebo, da bi to dobrobit delil z drugimi, ker napisati tako knjigo
Ni kar tako, ne? Ker Ne. tukaj je res veliko znanstvenih raziskav, študij in seveda tudi te tvoje osebne izkušnje. Mislim, ne vem, kdaj si jo, še enkrat, ne? Ampak No, se to ti pravi, niti nisem zelo odgovoril. veliko energije, ki bi jo mogoče, kot tudi tukaj napišeš, posvetil svoji Ester in hčerki, si dal v to knjigo, zato da bi bilo mogoče s to knjigo nam lažje. Ali zakaj? Ja. No, vidiš, zdaj tukaj mogoče te bom malo razočaral. Ja, prosim. Uh, Ker po tej knjigi mislim, da že da si Superman, ne? Tako da prosim, Ne, da me glej. razočaraš. Seveda, če komu z nečim, z nekim svojim delom olajšaš malo življenje, je to nekaj najlepšega. To se kot zdravnik tudi večkrat vidiš. Ne? In tudi, ko jaz dobim povratne informacije od prve knjige in mi kdo napiše, ne vem, zdaj se čisto drugače jemljem to, bolj se počutim. En mi je to napisal, da je mu, ne vem, da spomnim, mama, oče, ni važno, mu je umrl med covidom in da je z mojo knjigo dobil nek closure, neko konec te zgodbe, ki mu je bila odprta na ta način. In to je čudovito. In če bo kdo zaradi te knjige boljše spal, lažje komuniciral, karkoli, bo to mi prineslo srečo. Ampak ti povem, da jaz sem to knjigo v resnici pisal tudi, da ne rečem, predvsem zase. Ker mogoče tudi ti veš, ne, ker tudi veliko pišeš, da človek si zapomni nek odstotek tega, kar prebere, pa skoraj 100% tega, kar napiše. In ti povem, da to, da sem jaz uredil svoje misli, ki sem jih imel že, poznal sem te koncepte, pa sem vseeno delal točno te težave, točno te napake, ki pišem tukaj noter. Saj pišem iz sebe, kot si rekla. In da sem jaz to zbral, da sem jaz te študije najdel dodatno, ne, za knjigo, ki jih prej nisem poznal, meni je pomagala ta knjiga, če lahko rečem tako čisto iskreno in skromno, ne. Ampak jaz sem, odkar sem to napisal, se mi pojavil recimo tista nočna stiska, jutro sem dežuren, in potem si prav spomnim, pa le, točno to si imel v unem, ne vem, 7. poglavju. Veš, točno uno bedarijo delaš. A se spomniš, kaj si napisal? A spomniš tega, kdo bo to prakticiral, če ne ti? In to, mislim, meni je, recimo, tudi če noben tega ne prebere, ali pa vsak, ki prebere razen tebe, reče brez veze, je meni ta knjiga dejansko pomagala, da sem še malo bolj prisoten, miren, čuječ. Res, in sem sam sebi hvaležen na ta način. Tako da, to, kot si rekla, ja, nisem se jaz usedel pa rekel, moram podariti svetu svojo modrost in neko roko pomoči, čeprav upam, da bo na nek način to nastalo. Jaz sem se usedel in sem rekel, o tem že toliko časa razmišljam, dajmo to strniti v neko smiselno celoto. Ja, ker v bistvu v knjigi, ne, zdaj si s tem stavkom povedal dve ključni stvari, ne, ki sta značilni za znanost mirnega življenja, za to knjigo. In sicer to, da zdravi egoizem, ne, po drugi strani pa v zadnjih poglavjih pišeš o tem, da ljudje, ki podarjajo, so v resnici bolj srečni, da ljudje, ki dajajo, so bolj srečni, kar pa se ne bi mogoče nujno strinjala. Saj oba se imava za človeka, ki veliko dajeta, ne. Zdaj, jaz nimam za srečnega človeka, ti pa danes nimaš srajce srečnega človeka, da bi jo si sposodila, ampak v osnovi si srečen človek. Ja. In kaj je to, me zanima? Tukaj je, to je cela poanta, ki si zdaj povedala, je v bistvu poanta knjige. Ne bom rekel, da je to spoiler, za slovensko je Kvarnik, ker itak to ni kriminalni roman, ampak poanta, ki jo želim povedati, je delo na sebi, da lahko potem to širiš navzven. Jaz ne bi nikoli se podpisal pod knjigo, ki zagovarja, omakni se na samo, čim več na plaži, ignoriraj ostale, meditiri, bodi srečen, pazi nase. Se pravi, ti poskrbiš zase, da si toliko pristen, čuječ, empatičen, da lahko pomagaš drugim, ker tukaj je ta glavna sreča in to seveda, tisto zadnje poglavje mi je najljubše, en kup raziskav, ki to podpira. Pa ti mogoče kakšno omeni, no? Jaz imam tukaj napisan. Ja. Recimo, altruizem, ne? Altruizem ni evolucijsko smiselen na prvi pogled, ne? Če si ti v, ne vem, džungli, neka žival ima hrano, pa pride mimo nekdo, neka žival druga, ki ti ne more nič ponuditi v zameno, se pravi, ti ne prodaš, ne zamenjaš, in ti mu del te hrane odstopiš. To za preživetje, ne, v evolucijskem smislu, darvinizem nima čist poante. Ne. Pa pomisliš, kako smo se pa ljudje razvili sploh do te točke. A veš, vsak od naju in najin snemalci in vsak, če sreča medveda, nosoroga, leva, nima po domače za burek, ne, pač umreš, te raztrga, te prehiti. In sprav, ljudje smo se razvili na vrh lestvice evolucijske in svetovne z sodelovanjem. In pa so recimo znanstveniki so rekli, dobro, torej, ali je evolucijsko lahko altruizem prijeten? In so vzeli dve skupini, so vzeli
malčke, mislim, da stare let pa pol, ki veš, da so že pod vplivom neke vzgoje, staršev in to, ampak iskreno še vedno večinoma ne delijo tistih svojih krekerjev, pa moje in tako. In šimpanze. Tri šimpanze, ene vrste, ki je najbližje nas. No in zdaj vprašanje je bilo, a tudi te živali, malčki, ki še nimajo nekih naprednih postulatov etike v glavi, ne? A bojo oni šli pomagati altruistično nekomu, ki ima težavo, brez obljube za pomoč. In je tam pač en preiskovanci prišel in mu je recimo neki padel, ne? In on je tisti gledal, joj, ne morem vzeti, ali pa je hotel dati v eno omarco, pa ni mogel odpreti vrat. Ne? To ni bil oče ali pa skrbnik, to ni jih pogledal splošno, on je samo tam bil in je imel težavo. In ugotovili so, da so v veliki, skoraj vsi, mislim, da 22 do 24 točne številke so v knjigi, malčkov je priskočil na pomoč z povprečno latenco 5 sekund, se pravi, niso ga gledali pol ure, da se on matra. In hkrati so vse opice, vse tiste naloge, ki so razumele, da so težavne, niso prepoznale vedno stiske, vseeno so malo manj inteligentne kot naši otroci, kar je najbrž dobro. Pri vseh tistih, ki so prepoznale, so prišle pomagati. In tukaj si nekaj zaključil, se pravi, njim je pasal to narediti. Ja. In torej so zaključili, da je lahko tukaj neka evolucijska komponenta, ki nas je potiskala, da pomagamo drugemu. Zdaj pa še ta pomembna stvar, ne smem pozabiti. Nekaj si rekla, si dober človek, sem dober človek, nisem vedno srečna. Ali pa nekdo tam, ki vidiš, da golfa, krade, se veseli v svojem BMW-ju. Ne? Pa tudi lahko meditira. Ja, no, ni tako, da vsak, ki bo dober, bo nujno, ni tisti plus minus in to je to ena lahko. Večina menedžerjev na vrhu najhujših korporacij tudi meditira, ne? Ja, in imajo coache in vse. Zdaj samo ne gre za to, da vsak, ki bo pomagal, bo takoj nek popolnoma srečen menih brez težav. Ne gre za to, da vsak krade, bo pa zdaj joko doma. Gre samo za to, da kot si rekla, jaz ponudim samo kontekst in raziskavo. Dokazanje je, da tisti, ki delijo, ki delajo prostovoljno, ki dajo, ne pomeni pol plače, lahko daš samo svojo pozornost, da tisti ljudje so srečnejši. Se pravi, to je neka moč, iz katere ti lahko jemlješ, če želiš, niti pa treba. Ne? In ampak veš, se pa velikrat kakšni te direktorji, vse velikrat menedžeri, tudi igralci, veliki, bogati, kdaj sprašujejo, kaj manjka. Ni naključje, da v teh bogatniških krogih to droge in to kroži. Ne? In mogoče na drugi manjka strani to. je pa zelo veliko potem tudi humanitarnih dejavnosti, kot neke vrste kompenzacija, No, to recimo, ja. odpustek. Ja. Ne? Tako pa donirajo nek procent Kar je v redu, ja. od firme, ne vem, v to, kot si rekla, ne podprejo neke humanitarne geste. Tako da moramo se samo zavedati, da obstaja možnost, da se podpremo psihološko, psihično s tem, da smo empatični in ljubeznivi. Lahko se pa zagovarjamo, svet je krut, vsak zase, pa iščemo, kaj nam v bistvu manjka. Ne? Mislim, glede na to, da imamo zdaj ekskluzivno, mogoče celo prvi to knjigo v rokah, jaz sem si zamislila že prej na začetku, da bi prebral mogoče 3 stavke, ne bova dolgo, ampak prosim, tle sem ti označila. Ja. Imam označeno. Sam tako, za intonacijo še drugega dela pogovora, recimo. Dobro. V redu. Kaj pa mi bo tale pametoval o življenju? To si ti. Hvala, da si to označila. Kaj pa mi bo tale pametoval o življenju, ko jih ima komaj nekaj čez 30? Razumem, če ima kdo odpor. Nisem diplomirani strokovnjak za duševno zdravje. Tudi moj edini stik s psihiatrijo je bila travma iz knjižnice iz leta 2014. Nisem tibetanski menih in med pisanjem te knjige še nisem blizu hvalevrednih 90 let starosti. Sem pa zdravnik z zelo živo izkušnjo anksioznosti. Sem tudi človek, ki stvari rad vzame v svoje roke. V sebi imam besno nujo po nadzoru. In v trenutku, ko mi je življenje notranji mir pogazilo s kombajnom, sem se odločil, da bom postal najboljša različica sebe. Nisem se pridružil menihom, sem pa kljub temu zelo zadovoljen z napredkom. Mislim, tudi jaz bi bila na tvojem mestu zadovoljna z napredkom. Res težko se človek izogne zavisti, ker se bojim, da je ta knjiga še boljša kot prva. Ne? A res? No, to mi veliko pomeni. Mogoče jo bolj rabim. Jo, ne, res mi veliko pomeni. Življenje v sivi coni. Res je posebno. Veš, kaj je problem? Če pišeš nekaj, o čemer že 15 let razmišljaš, je problem, da se ti zdi tako zlajnano, da bo vsak, ki bo odprl, rekel, pa to sem že 100-krat prebral, razmislil. Ne? Zato, ker jaz sem
to že stokrat razmislil. In moraš iti v ta, jaz rečem, tudi pri meditaciji je pomemben začetniški kada nekaj vidiš in bereš prvič v življenju. In šele, ko jaz to knjigo na ta način berem, mi rata všeč. Ker če berem iz sebe, se mi zdi, da, ne vem, bi ti brala, kako urejati odstavke v Wordu, ko pišeš članek. A veš, se pravi, taka stvar, taka povratna informacija mi je zelo prijetna. No. Tako da hvala ti res. Ja, ampak če si rekel, da je dobro, da to knjigo bereš tako kot prvič, pa poskušaj se zdaj kot prvič postaviti v situacijo, ko si imel napad panike. V tej knjigi ga zelo natančno opišeš. Mogoče, da naši poslušalci in gledalci to začutijo, ker se nam načeloma ne zdi nič kaj takega, da si ti imel pač obdobje nespečnosti, mislim, vsi ga imamo, ni fajn, grozno je takrat, ko to res traja. Ampak kljub temu so te napadi, ki si jih opisal, niso nedolžni. Ne, tako je. In verjamem, da si bil na razpotju, ali bom nekaj ukrenil, ali bo pa to se razvilo mogoče v zelo resno. Ja, veš kaj, problem v teh najhujših stiskah je, da nastane ta tunelski vid. Ne. Ti takrat ne rečeš, zdaj imam paniko, ampak čez 10 let bom zvestno Mile govoril o svojih uspešnicah. Ne. A veš, ti takrat vidiš tisto težavo in se ti zdi večna. Ne? In ti se ne boš takrat zavedal, da nič ni večno, da vse mineva, kar je v resnici zelo, zelo prijetno znanje, to ni nič depresivnega. A da vse mineva? To je najlepša resničnost življenja. Tudi meni ni bilo to nič depresivno, ko sem bila v tvojih letih. Počas pa to. In takrat je ta problem te prevzame in ti misliš, da bo vsaka noč odslej, taka kot takrat. In definicija napada panike je, da pač ta bolnik, žrtev, če lahko rečemo, misli, da se mu bo ali zmešal ali pa da bo umrl. Dva zelo ekstremna. Kaj pa, če se oba hkrati... Da bo se mu zmešal in bo umrl, recimo. In takrat je najboljš, kar lahko narediš, da razširiš ta tunelski vid. Takrat redko to lahko narediš sam. Rabiš nekoga, ki te umiri, rabiš ali pomoč ali tableto. Meni se je to zgodilo pač takrat, ko nisem spal že, ne vem, tretjo noč in sem si rekel, zdaj bom pa zagotovo, saj sem vendar utrujen, saj vendar to rabim. In ko se nisem uspel umiriti, se mi je stopnjevalo do tega, da sem skočil iz postelje in začel tam brcati v nek predal zraven. Tega se zelo dobro spomnim. Če pomislite, v bistvu človek se najbolj emocionalnih stvari najbolj spomni. Tudi tle je znanstvena podlaga, ker ta amigdala, ki je center, pa limbični sistem za strah, za emocije, je del istega dela možganov kot dolgoročni spomin. Tako da ti boš zelo nekako te emocionalne zadeve si boš lažje zapomnil. No in takrat sem jaz na srečo videl že naslednji dan, da to ne pomeni, da bom imel vsak dan te napade, nasprotno, v resnici nisem imel niti enega več v življenju. No. Srečen človek. No. To pa ne zato, ker bi jaz tako inteligentno to se tako izpopadal, enostavno, tudi le sem imel tudi mogoče malo sreče, ker to ne gre tako, da iz danes na jutri si ti drug. To življenje traja. Jaz vedno rečem, če si ti neke vzorce v glavi 20 let gojil, ne boš del enem vikend oddihu, ko ti bojo ta sveta trojica recimo predavala o sreči in življenju, ne boš ti drugačen, ti boš mogel narediti spremembe, ki bodo na dolgi rok pomagale. In to je bila moja iskrica, je bil ta panika, da sem rekel, jaz, če hočem živeti tako, kot bi jaz rad, če hočem dežurati kdaj v življenju, po nočne dela, če ne morem jaz zaspati danes, ker bom jutri 5 ur predavan, kako bom zaspal, ko bom imel 24 ur urgence, se pravi, če želim biti to, kar sem si zadal, da bom, moram neke stvari pač spremeniti. A sem odgovoril? Ja, zelo obsežno si odgovoril. Ja. In že na začetku ti, doktor David Zupančič, nas prestreliš z temi znanstvenimi podatki in raziskavami, da lahko z misli fizično spremenimo možgane. In se mi zdi, da to za Slovenijo in za, bom rekla, tudi tvoje sledilce, pa tudi za bralce, da je to drugače kot to, če slišijo od, ne vem, Dispence, od nekega tujega avtorja. Zgleda si pač z vsem tvojim tudi javnim udejstvovanjem v zadnjem letu, tudi pri ljudeh, ki se niso tako poglabljali v določene stvari, pridobil neko kredibilnost. Ja, veš, tukaj je to kar važno, ker se mi zdi, da se veš, nekdo, ki
vsak dan stoji v križišču pa kriči na druge voznike, če bo napisal knjigo o mirnem življenju, bo najbrž težko prodal, ne, ali pa, ko bomo brali, bomo rekli, da njih. Tako da jaz mislim, da tukaj moraš izhajati iz sebe in voditi z nekim zgledom. In zagotovo mi pomagajo vsi te izpostavitve, ki sem jih imel, vsi ljudje, ki me mogoče že spremljajo. Zato, ker spet pišemo o mirnem življenju in nisem, recimo, ne vem, en samozaposlen, ki je podedoval ogromno denarja in ima moj šiht je, da sem cel dan na plaži, pa na vrtu, pa 2 uri pišem, ne? Pa predavam, kako je dobro biti miren. Ker to tudi nekakšni te, ne vem sicer, če te dobre knjige, po moje, pišejo, kot si rekla, bolj te samo znanstveniki in ne nujno znanstveniki, ampak ljudje, ki delajo, in imajo neko, ampak kar hočem reči, da jaz, ki nastopam kot zdravnik, ki ima otroka, ki dežura, ki ima nočne, ki ima vikend šihte, in ob tem želim sporočiti, da je lahko to življenje mirno, se mi zdi to drug standpoint, kot če bi ga pisal nekdo, ki mu v bistvu ni treba nikoli vstati, recimo pred 7, ki je njegova edina zadolžitev to, da, ne vem, pride počasan na snemanje, kar niti meni ni uspelo, recimo. Ki se mu vsak dan ne stre srce, ki je priča takšnim usodam. Ja, to recimo, da kljub temu, da si zraven smrti, tudi bolečine, kljub vsem komentarjem iz COVID časov, ki veš, kakšni so tudi bili, si lahko ti miren, zadovoljen s sabo. In to je mogoče tisto, kar ljudem reče, jaz bi to prebral. Jaz bi videl, kaj je fora na domač način. Ja, meni je pa v bistvu tudi to nekako, mogoče sem se prepoznala, da so naši miselni tokovi programirani tako, da iščejo težave. Ta je dobra, ne? Ja, ta je dobra, ne, zdaj sploh izvemo, da je znanstveno pač potrjena. Ja, veš, ena avtorica, ta zelo dobra psihologinja, Barbara Friedrichson, vse to raziskavo sem not napisal, Ja, sej. je pokazala, da mora naš dan imeti 3-krat več dobrih kot slabih lastnosti, dogodkov, da bomo rekli, da je bil dober. V zakonu, če pa hoče reči, če se z ženo razumem, mora biti pa razmerje dobro slabo 5:1. Tako da smo znanstveno dokazano zahtevni ljudje. Je res sicer, da mogoče razumeva, seveda ti imaš od svojega ljubljenega večje pričakovanja. Ne more biti to 1:1 dobro, slabo, pa boš rekel, ajde, poroka je bila dobra ideja. Hočeš več lepih stvari, ampak to se je treba zavedati. Veš, zakaj se je treba to zavedati? Ker če ti greš čez svoj dan brez fokusa, bom malo gledal, kamorkoli bo treba, bom poslušal kogarkoli, ki mi bo kaj rekel, pogledal novice tam, ki pač so navedene, boš avtomatično iskal slabše in se ne boš mogoče zavedal, da si 3-krat več lepih kot slabih stvari videl, recimo v službi kjerkoli. Ti boš šel do službe, bo 6 semaforjev zelenih, pa boste pa 2 rdeča in bo dan, meni gre vse narobe, meni se to vedno zgodi, na ta način. In šele, ko ti daš fokus v to, kaj točno vsebuje moj dan, lahko prepoznaš, da mogoče ni tako slab, kot si rekel. Pa, en disclaimer, ki je v knjigi večkrat. Ljudje imamo različna življenja, različne predispozicije, družina, denar, izobrazba, bolezen, zdravje. In nikoli, velikokrat je to obrambni mehanizem, lahko vam piše o lahkem življenju. Nekako lepo mu gre. Ja, on ima kariero, ima družino, ni bolan. In jaz mislim, da tle to primerjanje sploh ne pomaga in zato tudi imam noter mojega, kot je napisal zelo lepo profesor Borut Škodlar v spremni besedi, po duhovni bližini mi je Viktor Frankl, ki piše o iskanju smisla, piše o najlepših empatičnih odločitvah v koncentracijskem taborišču. On je bil psihiater, žid. Se pravi, kjer so mu vzeli vse razen te svobode odločanja, je on razmišljal o tem, kaj je smisel in kako bo on živel na način, kot on želi. Tako da, če se hočeš primerjati, recimo, se lahko na mesto z mano z njim. Ja, si to napišeš tudi v knjigi. To je tudi en od pretresljivih poglavij. Ja, Viktor Frankl. Hkrati pa mi, ki smo pa v enem, bom rekla, dost udobnem, zdajle primerjavi z svetom okrog nas, sediva tukaj na zelenih zofah, obkrožena s knjigami in vendar mi je zanimivo, da napišeš, tako nam daš to lažbo, ne bodimo besni na možgane, če nam v ospredje stalno potiskajo analize fantastično različnih stvari, ki gredo lahko v kratkem takoj narobe. To je v resnici evolucijsko pogojen mehanizem. Ja, mislim, mi smo mogli iskati najprej nevarnost, da smo preživeli, potem pa nagrado.
In to, kar si rekla, življenje je lahko v bistvu razmeroma udobno, zdaj, ampak kdo bo sodnik, ki bo rekel, ti imaš lahko stisko, ti pa ne. Tebi ni toliko v redu, njemu je pa že vse v redu, ima denar, ima družino, ima avto, ima flat v Ljubljani, ne. On pa ne sme imeti stiske. Kdo bo zdaj tisti, ki bo postavil pogoje in zakaj te pogoje sploh postavljamo? Možgani te lahko, kad si tudi prebrala, prepričajo v karkoli. Ne. In ti imaš lahko človeka, moj primer, vedno je Robin Williams, fantastičen igralec, seveda ni bil reven, ne, imel je veliko denarja, imel je družino, imel je ogromno fanov po celem svetu, bil je duhovit in on se je v bistvu ubil zaradi depresije. Ne. In ni zdaj tle na nas, da sodimo, kdo pa ne sme se sekirati. Ne. Pa kaj ti bereš knjigo o mirnem življenju, če imaš pa mene, pa družino, pa mamo, pa prijatelje, pa denar. Lej, v glavi se moramo mi počutiti dobro. In dobro se lahko počutim jaz, ti, nekdo nekdo, ki je ravno kar izgubil službo, ali kako? Nekdo, ki je izvedel, ki ima manj denarja. Da ima težko bolezen. No, Ti si tudi glasnik takšnih novic, ne? Vsak dan lahko. Tukaj je pa tudi ta druga stvar, kjer pa tudi pišem v tem poglavju patologija sreče. Ne smemo pa besno vedno iskati, ne, recimo zveš za hudo diagnozo in ti si rečeš, dobro, jaz sem prebrala ono meditacijo, bom naredila, da se ne bom sekirala. Seveda se boš sekirala, saj tvoje zdravje, ne, ali pa tvoj bližnji človek, saj pride negativne emocije. In noter citiram en članek strokovni, kjer so dokazali, da odrivanje negativnih emocij škoduje dodatno daje stres, ker v življenju pač pridejo tudi žalosti. A ne. In to, da rečeš, večno bom srečen, ker sem prebral 5 teh knjig, je napaka. Ne? In to ti bo, to, kar si rekla, ta pressure in ta stres pojačal. Velika pričakovanja, prevelike zahteve do nas samih. Ja. Pa je treba vedeti, da tudi Viktor Frankl v Auschwitzu, tudi nekdo, ki zasluži morda premalo ta trenutek, da bi ležerno živel, tudi nekdo, ki ima revmo in ga skozi bolijo sklepi, lahko išče srečo in lahko išče momente miru in lahko je tudi kdaj bolj zadovoljen od nekoga, ki izgleda, da ima vse, pa skozi se samo sekira, kaj mu manjka. Se pravi, ne glede na izhodišče lahko delaš na sebi, ni pa to vedno nujno in primerno. Tisti primer, ko si rekla, jaz sem v enem tednu izgubil babico in dedka v COVID času in takrat nisem vzel knjige o sreči v roke, nisem vzel meditirati, da bom čim prej pozabil na to žalost. Takrat žalost sprejmeš, takrat je to del tvoje človeške izkušnje, kar je najbolj normalno na svetu in mogoče takrat edina in najpomembnejša tolažba to, da vse enkrat mine. Ja, zdaj si tako lepo ta del povedal, lahko bi končali, ampak jaz imam še nekaj stvari, ki me mučijo. Ja, mogoče tudi ta raziskava, ki si jo omenil, ki je nekako razložila to, kako hitro se postavimo v vlogo žrtve in hodimo s tem izrazom žrtve in na ta način počasi ljudi res prepričamo, da smo žrtve. Raziskava z 20 dekleti, neverjetno relativno mladimi, čednimi dekleti, ki so jim na obraz narisali s pomočjo pač make-upa zelo resno brazgotino, ne, ki lahko zelo resno tudi zgleda, vemo, kakšne mojstrice so te, ne, sploh filmske maske. In potem so jim pod pretvezo, da morajo to brazgotino pač utrditi z nekim posebnim, z neko tekočino, sredstvom, so jim to brazgotino izbrisali z obraza, s tem, da so bile one prepričane, ko so se pogledali pred tem ogledalo, da imajo to grozno brazgotino čez obraz. In potem so jih dali kaj v posebne sobe, kamor so prišli pač moški, s katerimi so se pogovarjali in kakšen je bil odziv teh deklet. To je ena najbolj nenavadnih raziskav, se mi zdi, ki, ja, prosim, da ti ne. Ena najljubših mi je, no, tako je, tako preprosta. Meni je bila skoraj ena najljubših, grozljivo. Ta pa tista s čistilkami. Pa s čistilkami imam tudi napisano. Ampak, mislim, to je bilo tako preprosto v resnici. Ne, se kad si rekla, ti narišejo brazgotino, ti pokažejo ogledalo, lej, koliko si zdaj, ne, lej to brazgotino, ojoj. Pa samo utrdimo in ti zbriše, ne. In zdaj ti greš recimo z mano na pogovor, ne poznava se, pod pretvezo, da imaš tle brazgotino, ki jo v resnici nimaš. In se mi pogovarjava, normalno pol ure, ne vem koliko časa, 1 uro, priješ ti ven in ti dajo vprašalnik. In tam so vprašanja, kako se počutiš, in je tudi vprašanje, a sem te jaz diskriminiral zaradi te brazgotine, a sem gledal tja skozi, a mi je bilo neprijetno, koliko si mi bila ti všeč. In ta dekleta so ocenjevala skozi, kako me je on gledal, skozi me je v tisto brazgotino, sploh mu nisem grda, sem mu bila, ne. A veš, one so mislile,
da sem jaz, sogovornik, gledal nekaj, kar tam ni obstajalo. In zakaj je to tako pomembno? Tudi zaradi... So se počutile. Ja, so se... tako. Fiktivno brazgotino in to si kdaj damo gor, ali pa nam dajo starši, ali pa nam dajo prijatelji, ki rečejo, priješ v službo, ampak pazi, tam te bojo izkoristili, sam skozi glej, to so hinavci, to pazi. Če ti reče, dobro si to naredil, on misli nekaj drugega, ne mu verjeti takoj. Ne? In ti zdaj s to fiktivno brazgotino hodaš po šihtu, ne? In ti en reče, kakšna zanimiva majica, in ti si tako, zanimiva, to mi zdaj on tle zafrkava, zanimivo pomeni, da je to čudeno, kako je to en hinavc, on gre stran po tem lepem komentarju in ne ve, da sta vi skregana zdaj, ne? In ne ve, koliko si ti stresa s to fiktivno brazgotino nabil vase. Ne? In ta raziskava je tako simpatična, ne? Ker v bistvu tega ne moreš pofejkati po domače. One so dejansko videle reakcije, pa mogoče res mu niso bile všeč, ne vem, zaradi česarkoli drugega, ampak one so videle, kot da je on reagiral na stvar, ki je ni bilo. In tako kot si rekel, mi hodimo s temi fiktivnimi brazgotinami. No, dr. David Zupančič teh brazgotin že nima, ne, zdaj je še enkrat naredil resen doktorat, ne, kar se tiče čuječnosti in mojstrstva komunikacije in tudi očitno tega, ne, če sklepam, ne vem po katerem poglavju že, kako biti sam sebi svoj prijatelj. Kar zveni spet tako, New Age-ovsko, tako zato sem pač tudi 10 sladko, ampak nedosegljivo v resnici, v ključnih trenutkih pač nismo sami sebi prijatelji. Ampak ko sem prebrala to poglavje, sem si obljubila, mogoče bo pa šlo. No, evo, kaj te mogoče pa bo potem šlo, ker pač postrežeš z znanstveno utemeljitvijo. No, to je bil cilj, ja. Veš, da ni tako, bodi svoj prijatelj, ker to bo življenje lepše, pika. Pa si vsak reče, pač lepo, malo podcukrano, gremo naprej. Ampak psihologi so raziskovali, kaj pomeni, da se ti na svoje napake in na svoje pač neke šibkosti odzveš empatično, namesto strogo. Ne? In so ugotovili, da to nudi nek kontekst sprejemanja, ki ti pomaga prirasti. Se pravi, da se bo še bolj... Ker kaj se zgodi? Ti rečeš, recimo, ne vem, niso mi sprejeli knjige, niso mi sprejeli članka, koliko sem jaz slab v tem. Jaz nisem dosti delal, jaz sem gledal televizijo, namesto da bi šel še enkrat čez in misliš v glavi, zdaj, ker se bom jaz sam sebe dajal v nič, bom imel motivacijo, da rastem. Prijatelju pa ne bi tega naredil. Ne? Če bi ti en prijatelj prišel, bi mu pa rekel, v redu je, probuj si, kar si lahko, boš še boljš naredil, vzem si čas. In če to empatijo nase usmerimo, je dokazano, da bomo imeli več motivacije za izboljšanje se. In jaz vedno rečem, da smo celo življenje v svoji družbi. Celo življenje. Od rojstva do smrti. In če bi ti jaz zdaj rekel, zber si eno prijateljco ali prijatelja, da bo s tabo vsako minuto do smrti, ipak bi zbrala nekoga, ki je prijeten, pa podporen, pa ljubezniv. In zakaj ne bi bili taki do sebe, če smo že zaprti v to sobo? To ne pomeni, da kdaj ne znorimo, pa pademo dol. Ne? Ampak zakaj ne bi pazili, da smo si v podporo, če bomo skupaj ves čas? To je pa v bistvu ena taka lepa stvar, s katero lahko končava. Ampak ne bom te še spustila iz tega prostora. Jaz bi se še pogovarjal s tabo, meni je super. Ampak jaz te ne bom še spustila iz tega prostora, preden mi ne poveš še enkrat, kaj je čuječnost. Ko sem o tem spraševala doktorja psihiatra Boruta Škodlarja, ki jo uporablja tudi v določenih praksah s svojimi bolniki in opaža resno izboljšanje njihovih stanj. Ampak mi ni znal natančno razložiti, ker to moraš v resnici izkusiti. Kaj je čuječnost? V tvoji knjigi preberemo to, da pač se osredotočiš na svoj dih in dihaš. Lahko je to vipassana, lahko je to transcendentalna meditacija. Mislim, seveda so to zelo različne. Ampak ta se mi zdi najbolj enostavna definicija. Ne? Čuječnost je torej najbolj enostavna stvar. Jaz pri čuječnosti, to je ta dvorezen med, zato jaz toliko študij ponujam. Ne? Ker je toliko enostavno, da kdo reče, kaj samo dihati, to ne more rešiti mojih kompleksnih težav, to ni šans. Ne. Zato jaz toliko raziskav citiram, ki dokazujejo to. Ampak definicija je to prvič, da tako povem, to ni knjiga o čuječnosti. Ne. Je veliko elementov čuječnosti noter, so vaje tudi razložene. Profesor Škodlar celo piše v spremni besedi, da se bere, kot da je napisana na čuječ način. Ampak, če želiš prav se poglobiti v to, v čuječnost, so kakšne druge knjige morda celo bolj primerne. Niti ne, jaz jih imam kar nekaj doma, niso me prepričali. No, lepo. Hvala spet, ampak so tudi, ti bom jaz kakšno priporočal še dodatno. Ampak kar se tiče čuječnosti, tudi imaš definicijo, imaš proces, pa imaš vajo, jaz vedno rečem. Definicija je morda
ta usmerjanje pozornosti v ta trenutek zdaj. In to nastopa vsak dan spontano. Recimo, jaz sem zdaj že 1 uro zelo čuječ, ker me ta pogovor tako pritegne, da v resnici ne razmišljam, kaj bom imel za večerjo, ne razmišljam, kaj imam na šihtu naslednji teden, ampak v bistvu gledam tebe, te poslušam in se pogovarjam. Jaz sem pa zdaj v tem trenutku, ker sem se spomnila, da je ena od definicij čuječnosti tudi to, da začneš najprej zaznavati zvoke okrog sebe. Ne? In sem začela zaznavati klimo, ne ptičjega petja, ki ga tukaj ni, ampak brnenje klime. Mislim, da sem na dobri poti. Ampak si prisotna v tem trenutku in ključen element čuječnosti je še sprejemanje, ne? Da rečeš, tako kot je vse v redu. Ne? Da nisi zdaj slišen klimo, joj, ko je ne bi bilo, zakaj jih zdaj piha, spet se bom prehladila, ampak rečeš, dobro, tukaj je zdaj klima. To je moj trenutek. Ja, recimo. In zdaj te momenti nastopajo spontano, ampak cilj je, da bi nastopali čim več. Jaz, ko grem iz vrtca z mojo hčerko, meni je to krasna vaja, otroci so čuječi, moja hčerka ima 2 leti in 3 mesece, ona ne razmišlja, zdaj bom z očijem, pa čez 1 uro imam malco, čez 2 uri gremo spat, zato ti ne moreš reči otroku, pojej zdaj kosilo, bojo pol piškoti. Kaj je to pol? Kaj to pomeni? Veš, daj mi zdaj piškot, če si ga omenil, ne? In to je poanta. In ko greva midva iz vrtca, ona gleda najprej, ne vem, tista tla v vrtcu, pol vidi listek, pa ga gleda, pol sliši nekaj, pa jo tisti pritegne, pol jaz nekaj razlagam in ona me ne posluša tako kot kakšen prijatelj, ko ga ziher vsak pozna, ki tako razmišlja, da je bo lahko nekaj poslušati, ko ima druge stvari. Ona me gleda, veš, razmišlja, posluša, pol pride mimo avto, gleda avto, pol greva na gugalnico, se guga. Ne, ona čuti vsak moment in jaz, ko jo peljem iz vrtca, probam isto vadati. Se pravi, mi gre v glavo, mail nisem odpisal, pustim, se osredotočim na listek na tleh, tistem, pustim, zdaj se gugava, zdaj sva tle. In ti povem, da je kdaj noro naporno. Moja glava teče in jaz bi šel domov in bi končal tisti projekt in bi posnel tisti in se moraš prisiliti, ko pa se ti pa v bistvu to deluje zelo antistresno, ker ti umiri malo misli in to vsi rabimo. In zdaj, kako pa vadiš, da take momente bolj zgodi, mislim, da se večkrat pojavljajo, tako kot moje hčerki recimo, ne? Tudi ona bo mogla začeti vaditi, ko bo starejša, ker takrat se ti začnejo to. Ne? Vadiš s tem, kar si rekla, dihanja. Ne? Sediš, spremljaš svojo sapo, razmišljaš, se vrneš in ker se vračaš na neko stvar, kot je dihanje, to je neko sidro, ki ni zelo zanimivo, ne? Pač dih je dih. Se zvadaš to, da te bo tudi v vsakdanjem življenju malo manj zanimive stvari pritegnile. Ne? Da ne bom jaz rabo lih pogovora z Vesno Milek, da sem čuječ, ampak bom lahko... Zdaj smo že pretiravali. Ampak bom lahko na tleh najdel neko, mislim, ne da iščem, ampak videl nek lep, ne vem, list ali pa tiste liste, po katerih moja punčka skače in bom čuječe to spremljal, ker bom vadil, da me te bolj dolgočasne stvari pritegnejo in se izkaže, da te dolgočasne stvari niso tako dolgočasne, ampak so neko vezivo, ki jo rabimo v življenju, da se lahko sprostimo. Da ne iščemo samo 2 dopusta na leto, en vikend v termah, ampak smo lahko srečni zvečer, ko imamo skodelico toplega čaja in čuječe spremljamo vonj, toplino, okus, smo polno prisotni in smo v bistvu srečni. Samo zato je treba jeklena volja. Zdaj se nam zdi to enostavno. Vaja. Pa eni ljudje so... Se veš, ljudje so že po naravi čuječni, so ostali v sebi otroci. Ne? Ja, viš, smo različni, se pravim, izhodišča so različna tudi. Tudi eni ljudje jim manj bežijo misli, ampak mogoče imajo pa zato manj domislica, veš, manj domišljije, ne morejo z lahkoto napisati knjige kot nekdo drug. Ampak vsi pa lahko vadimo, lahko si vzamemo 5-10 minut na dan. Jaz sem v sklopu te knjige, sem tudi na svoj YouTube kanal naložil 3 vodene meditacije, čuječnosti, se pravi dihanje, pregled telesa pa meditacija z goro. Meditacija z goro jo boš pa kar tukaj le nam premierno povedal, Okay. Ker mi je bila tudi v knjigi ena bližjih, ne, vsem. Meni je to tudi prav tako zelo preprosta. Ne vem, zakaj te stvari res delujejo, ko jih poskusiš. Ja, veš, to je vse to. Lej. In zakaj jih potem ne, še enkrat pa še enkrat. Zakaj, kako lepo, kakšna dobra knjiga in potem jo pozabiš. Zakaj smo pa tako narejeni določeni ljudje, kar veliko? Ja, veš kaj, seveda vse se začne z nekim namenom. Ti se moraš odločiti, zakaj boš zdaj recimo vsak dan meditiral. Če rečeš, tam v knjigi piše, da je to v redu, to ni lih neka motivacija. Če pa rečeš, probil sem, enkrat bilo mi je, kot si rekla, prijetno, študije kažejo, da pomaga, dajmo reči, zdaj bom pa delal 3-krat na teden 4 mesece. In tukaj je ta catch, da če recimo ti enkrat ne uspe, zaradi kjerkoli stvari, da si spet svoj prijatelj in ne rečeš, ni mi ratelj, zdaj bom nehal, ne. To je tako, če ti poč guma na avtu, ne greš ven pa rečeš, ojoj, pa preluknaš še ostale 4, ne, z nožem. Pač enkrat si spustil, gremo naprej. In zdaj, kar se tiče gore, ne, je to ena taka krasna refleksija,
ki sicer jaz predlagam vedno, da se vodeno dela najprej na začetku, no, sicer tle malo pišemo v knjigi, ampak kakorkoli, ki skombinira vizualizacijo, to je blazno močno orodje. Saj veste, vsi vejo, da če si ti predstavljaš neko grozno situacijo ali pa gledaš film zelo žalosten, moja žena je gledala ta Ove, ne, ki je tudi krasna knjiga prevedena in je jokala kot dež. Zakaj je jokala? Seveda ti se je na platno, ne? Seveda to ni res. Ampak te projekcije v glavi so zate isto resnične, kot da bi bil tam s tem gospodom pa se pogovarjal. Ne? In zdaj ti začneš projicirati to sliko gore, si predstavljaš njeno moč, vidiš vse plezalce, ki grejo po njej, jo lomijo, potem začne deževati, rečejo, sovražim to goro, grda je, mrzla je, nočem je videti. In skozi vse to gora stoji in ima tisto svoje mirno, tiho jedro. In s to vizualizacijo in potem s to nekako preneseš to goro vase, skušaš jo začutiti, se lahko večkrat v življenju spomniš, dobro, zunaj je neurje, tle en plezalec nekaj teži, meni se krušijo, ne vem kaj, ampak jaz imam neko jedro, ki je tiho in v kateremu se lahko vrnem. Ja. In kolikrat si mogel to ponoviti, da se utrdi, ne? Si pišeš v knjigi, kolikokrat je potrebno, koliko tednov je Za navado, ne? že potrebno, da utrdiš navado. Mislim, Odvisno, da eni spet. ljudje nikoli ne pridemo do tistih Odvisno od človeka, tednov, ki bi morali. odvisno od človeka, odvisno od navade, odvisno od karakterja. To, da jaz redno meditiram, ne pomeni, da nikoli ne zgubim živcev, ne pomeni, da nikoli nisem slabe volje, da ne rečem kaj grdega komu, ki si to ne zasluži. Ampak gre za neko pot bolj kot cilj. Ne vem, če si kdaj na neki točki, ko rečeš, jaz sem točno tak, kot želim, vedno sem miren, nikoli se ne kregam, jaz sem zdaj končal, evo, meditacija je prijela in jaz sem pač popoln. Te točke ni. Se pravi, ti se bližaš nekemu homeostazi. En lep primer je bil v eni knjigi od Happiness je naslov, avtor je en menih, ki so ga z nekimi merjenji magnetne resonance označili za najbolj srečnega človeka na svetu, kar ga je zelo razburilo, kar je tudi paradoks. Ampak on je govoril, da počutje je fluktuacija, ne? Gre gor pa gre dol. In zdaj ni cilj, da ti imaš samo gor, ampak je cilj, da se ta fluktuacija prestavi na višjo bazalno raven. Seveda ne boš fluktuiral tle, ampak tle. In še vedno boš daj slabše volje, ampak tvoj baseline bo toliko višji. Saj vsi poznamo take ljudi, ki so po naravi bolj zadovoljni. In ko imajo oni stisko, ni niti približno toliko patetično grozna kot moja, ker sem recimo nižje od njih. Ne? In to je vaja. Ne? Vajati samo te pluse, minuse življenja počasi malo dvigne proti plusom, ne iznič pa minusov. To, kot sem rekel, ne se boriti, če ti bližnja oseba zboli, umre, da zdaj si pa prebral te uspešnice o mirnem življenju in ti se ne boš sekiral. To pač se mi ne zdi nikoli smiselno. No, ena od uteh v tvoji knjigi je tudi to, da si napisal, da si bil prej zelo koleričen. Ja, res sem. To je mogoče tudi edina razpoka v tej popolnosti. Ne, je še nekaj razpok. Da lahko zaradi te razpoke celo verjamemo temu, kar si pač predtem rekel. Ne, da tudi tebi celo razpoloženje diha. Če bi se imel za popolnega človeka, ne bi nikoli raziskal vsega tega, kar sem in se toliko poglobil v to, da se spremenim. Res, ja. V glavnem, David, skoraj se bližamo koncu, zdaj te bom pa vprašala, kaj bereš trenutno, katero dobro knjigo bereš? Trenutno sem ravno dokončal brati knjigo Toxic od Eve Mahkovic, ki mi je bila nora, nekaj takega še nisem prebral. Celo bi rekel, mogoče zelo drugačna od te knjige, ne? Zelo. Ampak na svoj vrsten način zabavna in nekako, ne vem, če sem že tako zelo osebno knjigo prebral, osebno izpovedno, hkrati prežeto z nekim ciničnim humorjem. Malo z gotiko knjiga, in stigmami svetnikov. Ja, in je ne znam niti, če bi mi rekla, da mi pove v parih stavkih, o čem pišeti, ne bi znal. To je pač treba izkusiti. Prebral sem knjigo, za katero sem zelo hvaležen, da sem jo našel od Andreja Blatnika, Pisanje kratke zgodbe. Namreč sem se v zadnjem času zelo poglobil še malo v jaz sem vedno pisal nekako iz sebe. Reči temu talent, reči temu zagon, karkoli. Zdaj sem se pa še malo poglobil v tehnike, v stroko. Se kar bojim, da zdaj bo čez pol leta bo zbirka kratkih zgodb, potem pa čez 3 mesece pa še roman. Ne?
Zgodovinski, recimo, ali pa doktor roman. Doktor roman je zadnja stvar, ko bom najboljši, si upam. Ta vaša generacija je zelo podcenjujoče gleda na doktor romane, pa kljub temu so oblikovali določeno generacijo, nažalost, žensk. Nažalost. Tako da, evo, dva priporočila, dve različni knjigi, pa mogoče si kdo. Se ne gre samo za priporočila. Mene zanima, jaz bi zdaj nadaljevala, ne glede na to, da pijeva zdaj to kavo, ker ima čedalje več kofeina, tako kot tvoja knjiga bralcev, ampak me zanima, s katerim pisateljem, pa ni nujno, da je zdaj pač samo Andrej Blatnik ali pa Eva Mahkovic. No? Lahko greš tudi daleč v preteklost, lahko je tudi še pokojni. S katerim pisateljem bi šel na kavo, oziroma raje, kar rečeva, na viski? Jaz bi res šel... Glede na to, da si poznavalec viskijev. Mislim, mogoče je odgovor, ki je zelo preprost, ampak jaz bi res šel na viski. To grem večkrat, to ni problem, ampak bi šel z George Martinom. A res? Evo. Ker jaz, avtor Game of Thrones, tistih 10 ljudi v Sloveniji, ki ne ve. To pa škoda, da se z mano pogovarjaš, bi se mogel res z Aljošo Harlamovom pogovarjati. Z njim se bom tudi še kaj pogovarjal, zagotovo. Ampak moj cilj tega, kar si rekla, nekak doktor roman, in to moj cilj ustvarjanja, moja glavna želja je fantazijski roman. In ga že približno 3 leta delam tudi na tem, če lahko rečem. In veš kaj, tam se pa en kup drugih vprašanj kot pri taki knjigi. To je zelo drugače. Ustvarjanje svetov, likov, zaplet, razplet, kaj je še believable, do kje lahko greš, preteklost, prihodnost. In jaz bi z njim se pogovarjal, ker svet, mislim, teže na drug način. Niti pa treba študij brati, recimo. Ampak jaz bi se z njim pogovarjal o tej njegovi nori domišljiji, o tem kreaciji sveta, zgodovine. Nisem rekel Tolkien, ker meni, recimo, on je tak mogoče landmark fantazija, ampak meni dejansko, če sem iskren, ni zelo potega na njegov način pisanja, mi je mal preširok. Martin je pa strnjen, ampak obenem toliko globok in jaz bi z njim bi pač res vprašal bi ga o njegovem procesu, ker sem podcastov z njim pa to poslušal, pa vedno govorijo o Igri prestolov, pa to, ampak mene zanima njegov proces, kako se on spravi pisati, ustvarjati, kako razvija, kolikrat se vrača, a si riše, a si piše, a ima table po steni. Ker ta moj roman, ki mi je, ti povem, ena najljubših stvari v prostem času mi je ustvarjati ta svet naprej, zelo počasi, to nimam nobenega deadlina, vmes bo še kakšna druga knjiga, to je počasna stvar, ampak da bi se lahko z njim usedel in se to pogovoril, bi mi bilo pa res, mogoče nekoč. Ampak zdaj si pa sprožil še eno vprašanje. Kakšni so pa tvoji postopki pri ustvarjanju teh fantazijskih svetov? A je tle tudi čuječnost odigrala ključno vlogo? Greš v neko vrste regresijo, tudi greš v neko... Če ti povem iskreno, če bo kdo bral tisti roman, ko bo zunaj, se malo zelo bojim, da ne bo verjel, da je moj, ker je toliko drugačen. Tam pa grem, jaz sem veš, kako pišem, si rekla, kot prijatelj, empatija, sočutje, dajmo skupaj. Tam sem pa zelo brezkompromisen, ker sem ustvaril nek svet, ki je pač zelo nasilen. Kjer je veliko pač smrti, veliko izigravanja, veliko preklinjanja, veliko stvari, ki jih mogoče, pač ki jih poznamo in ki so, bom rekel, zanimive, grozne in tako. Tako da moj proces je pa, veš, v resnici to sem pa ugotovil med pisanjem, jaz sem si vedno skiciral naprej, kako bo šla zgodba, pa sem pa ugotovil, da ko začneš pisati, zgodba vodi. To je mogoče malo klišejsko se slišim, ko sem jaz to prebral, kao kakšen pisatelj rekel, jaz sam dam lik, napišem lik in pol, jaz ne vem, kaj bo lik naredil, lik sam dela, sem si mislil, da kaj mi zdaj ti tle prodajaš, veš, valjda ti pišeš, kako bo lik, lika ni, če ti ne napišeš, ampak pa vidiš, da ko začneš ti pisati o neki osebi v nekem svetu, so neke reakcije, ki jih ta oseba normalno ima. Ker si ga zamislil v glavi, in te on vodi. In zdaj moj princip je, da imam nastavljen glaven zaplet, vržem noter neke like, ki so mi všeč, in pol oni interagirajo. In kdo znori, kdo umre, kdo ubije koga, kdo se nekam preseli. In jaz to pišem in sem tako, wow, koliko se dogaja na ta način. Wow, vidiš, z preprostega vprašanja, s kom bi šel na viski, ki ga imaš pač posebej rad. Smo zdaj prišli že v novo knjigo in moramo zdaj pač narediti kar grobi rez.
ker bo to nadaljevanje naslednjega podcasta, ne, ko boš knjigo končal, glede na pač to hiperprodukcijo, pričakujemo torej oktobra 2024. Bomo ne. videli. Ja. David, hvala ti za to knjigo čisto osebno in hvala ti, da si bil tukaj. Ja, z največjim veseljem. Hvala tebi. In hvala za navdih in vse ostalo. No. Na dobre knjige, ne, Ja, bi to, lahko zdaj nazdravila, ja. ne, ki bodo Jaz imele sem spil veliko že- Jaz sem kofeina. spil že vse. Ja, že. Hvala. Hvala in srečno, se vidimo v novem podkastu Dobre knjige.